So nogometne tekme med Fužinom Nože Ravne in nogometnim klubom Radlje. Bo zdaj še strani naših govorcev uradna otvoritev teh dodatnih objektov tukaj na športnem centru. Zato vabim doktorja Tomaža Vržena, župana občine Ravne na Koroškem, in mu predajam besedo. En aplavz, prosim. Bravo. Spoštovani zbrani, lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem, poseben pozdrav kolegici županji občine Dravograd Marjani Cigala, ki nas je obiskala. Vesel sem, da lahko na jutrišnji občinski praznik stojim tukaj pred vami, pred novim objektom, ki ga je občina zgradila, začela graditi v lanskem letu, letos dokončala. Lani na zaključku nogometne sezone nogometnega kluba Fužinar sem dobil vprašanje iz auditorija, mislim, da me je vprašal gospod Stočko starejši, kdaj bo tu pomožni objekt stadionu, in z veseljem seveda vam danes to svečano predajamo v namen. Uporabljate sicer to že dlje časa, tudi danes je ta uradna slovesna pridobitev. Projekt je stal okoli 300 000 evrov, od tega smo pridobili nekaj evropskih sredstev. Zahvalil bi se vsem projektantov, občinskih uslužbencev, športnikov, nogometnega kluba Fužinar, atletskega kluba Fužinar, skratka vsi, ki ste pripomogli k temu, da imamo ta objekt k stadionu, ki bo v prvi meri služil seveda nogometnemu klubu, atletskemu klubu in seveda tudi drugim uporabnikom našega mestnega stadiona, ki gosti tudi mnoge prireditve, in sedaj ni bilo mogoče to zelo dobro uporabljati, kajti seveda objekti so bili v starem DTK-ju, s tem pomožnim objektom pa dajemo veliko dodano vrednost našemu mestnemu stadionu. In kot rečeno, to je pridobitev, ki jo slovesno otvarjamo na občinski praznik. Jutri, 12. aprila, je namreč praznik občine Ravne na Koroškem, kot spomin na dogodek leta 1952, ko je trg Guštan postal mesto Ravne na Koroškem.
Vsem, ki boste samo uporabljali ta objekt, vam želim dobro uporabo. Upravljal ga bo naš Zavod za šport, kulturo, turizem in mladinske dejavnosti. Vsi nogometaši ter nogometni navdušenci, želim vam dobro uporabo teh teras, teh tribun. Zadostujejo za igranje do druge lige, članske ekipe, tako da, če se boste uvrstili v drugo ligo, bo še zadostovalo, drugače bomo mogli pač se nadgraditi, če se boste pribijali še naprej. Torej, želim vam prijeten dan, prijetno spremljanje tekme in pa dobro uporabo te naše nove ravenske pridobitve na področju športa. S tem smo se na področju športa še ukrepili in smo še močnejši, kot smo bili do sedaj. Čestitam. Župan, tam še prijeta dva govorca, hvala lepa. Kličem predstavnika Zveze športnih društev, gospoda Marjana Magdiča, da tudi on doda svojo besedo. Spoštovani, najprej v imenu Športne zveze Ravne na Koroškem en športni pozdrav. Veseli smo športniki, kadarkoli se odpira kak objekt, ki je namenjen športu. Veseli smo zato, ker ga vemo, da ga bomo lahko koristili, da bomo z njim pridobivali določene bonitete in pa da bojo lahko otroci nemoteno vadili. Zahvalil bi se vsem, ki so na tem projektu tako načrtovali, kot potem gradili in delali, da je danes to, da ga lahko odpiramo. Obenem pa še enkrat čestitam nogometnemu klubu za vse uspehe do sedaj in za naprej in upam, da bomo še tako tvorno naprej sodelovali. Obenem pa rečem, da zmerom je dobro sodelovati, kot pa biti ne vem kak rival. Hvala. Hvala lepa za besedo gospodu Marjanu Magdiču. Kličem pa še direktorja javnega zavoda, gospoda Mirana Mlakarja, kateri bodo tudi upravljavci teh tribun. Lep pozdrav vsem tudi v imenu upravljavca tega lepega novega objekta Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem. Veseli smo, da smo pridobili še en objekt, ki bo bistveno pripomogel k problemu predvsem prezasedenosti naših garderob in tušev na DTK-ju, pa seveda tudi lažjemu pristopu tako športnikov kot tudi ostalega osebja na naš lep štadion. Prvi vrsti se zahvaljujem občini Ravne na Koroškem kot glavnemu investitorju, zahvaljujem se tudi gradbenemu podjetju Štern kot glavnemu izvajalcu, zahvaljujem se nogometnemu klubu Fužinar z gospodom Praznik Rajkonom na čelu, z gospodom Šuler Petrom in pa vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k izgradnji tega lepega objekta. Na koncu samo upam pa želim, da bi čim dlje služil svojemu namenu, da ga čuvali in pazili čim dlje. Hvala.